Pozdravljeni! V slovenskem pravnem redu področje elektronskih komunikacij ureja Zakon o elektronskih komunikacijah, ki med drugim ureja tudi področje gradnje teh omrežij. Zato se je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije odločila pripraviti kratko e-izobraževanje v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo investitorji v ta omrežja. Naslov predavanja je Zakon o elektronskih komunikacijah in kako lahko projektanti pomembno prispevajo k digitalizaciji Slovenije. Za začetek naj predstavim našo agencijo. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve opravlja naloge regulatornega organa za področje elektronskih komunikacij, elektronskih medijev, pošte in železniškega prometa. Na področju elektronskih komunikacij so njene poglavitne naloge predvsem analiziranje in urejanje trgov elektronskih komunikacij, vodenje registra operaterjev elektronskih komunikacij, reševanje sporov med operaterji in med operaterji ter končnimi uporabniki. Agencija tudi upravlja z radiofrekvenčnim spektrom ter številskim prostorom. Prav tako skrbi za pravice končnih uporabnikov ter na splošno nadzira izvajanje Zakona o elektronskih komunikacijah in je tudi prekrškovni organ. Pomembno za to področje sta tudi dva dokumenta, ki sta bila sprejeta na ravni Evropske unije. In sicer že pred časom je bila sprejeta digitalna agenda 2020, ki si zastavlja visoke cilje na področju širokopasovnega dostopa do interneta. In sicer glede na digitalno agendo morajo do leta 2020 vsi državljani Evropske unije imeti dostop do širokopasovnega omrežja z minimalno hitrostjo 30 megabitov na sekundo in od tega vsaj 50% gospodinjstev mora biti priključenih na omrežja s hitrostjo 100 megabitov na sekundo ali več. Vse to naj bi močno prispevalo gospodarski rasti, od katerega pa bo imela korist celotna družba. Skladno s temi cilji je bila na ravni Evropske unije maja 2014 sprejeta tudi direktiva o ukrepih za zniževanje stroškov izgradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti. Ta direktiva mora biti v nacionalna zakonodaja posameznih držav članic sprejeta do leta 2016. Ta direktiva ureja skupne gradnje, souporaba obstoječe infrastrukture, prav tako pa ureja tudi dostop do informacij o planiranih gradnjah ter informacijah o že zgrajenih infrastrukturah. Vse to naj bi bilo dostopno preko enotne informacijske točke. Določene zahteve, ki jih vsebuje ta direktiva, pa v našem pravnem redu že prenaša Zakon o elektronskih komunikacijah. ZEKom-1 je bil sicer objavljen v uradnem listu že 31. decembra 2012 in velja od 15. januarja 2013. Vendar pa so določene zadeve, predvsem kar se tiče obveznosti zgradenj, predvsem investitorjev v druge gospodarske javne infrastrukture, zelo slabo poznane. Zato se je tudi agencija odločila, da tu predstavi določene obveznosti, ki jih je potrebno upoštevati. In sicer Zakon o elektronskih komunikacijah v svojem 9. členu določa, da je gradnja javnih komunikacijskih omrežij v javno korist. Prav tako določa, da je tudi gradnja komunikacijskih omrežij za potrebe varnosti, obrambe, policije in zaščite v javno korist ter tudi za druga komunikacijska omrežja, ki so zgrajena na nepremičninah v lasti oseb javnega prava. Ta določba predstavlja zakonsko podlago, ki jo zahteva Zakon o urejanju prostora za sprožitev postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, torej za ustanovitev služnosti. Ker hoče Zakon o elektronskih komunikacijah spodbujati gradnjo elektronskih komunikacij, je v zakonu določena tudi dela, ki se šteje za vzdrževanje v javno korist, kar pomeni, da za ta dela ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Ta dela so predvsem dograditev in nadgraditev javnih komunikacijskih objektov, statično ojačitev in nadomestitev obstoječih antenskih sistemov, njihovo zvišanje in znižanje, zamenjava zabojnikov ter izvedba zahtevanih ozemljitev. Prav tako določa zakon tudi podlago za sprejetje pravilnika,
ki bo določal enostavne objekte, za katere prav tako ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Ta pravilnik je pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov, ki je bil v Uradnem listu objavljen leta 2013. Gre predvsem za stavbe, katerih neto tlorisna površina ne presega 30 kvadratnih metrov in višine 4 metrov, oziroma za gradbeno-inženirske objekte, katerih višina ne presega 10 metrov. Kot pomembna zahteva, ki jo morajo projektanti oziroma investitorji v izgradnjo komunikacijskih omrežij upoštevati, je to, da mora biti elektronska omrežja projektirana oziroma zgrajena tako, da omogočajo skupno uporabo. Enako velja, da morajo imeti taka omrežja tudi zgrajeno dostopovno točko, ki omogoča skupno uporabo. Skupna uporaba pomeni, da lahko ne le tisti operater, ki je lastnik te infrastrukture, dostopa in uporablja te objekte, temveč da lahko te objekte uporabljajo tudi drugi operaterji. Kot primer je na primer kabelska kanalizacija, ki je v lasti enega operaterja in da v to kabelsko kanalizacijo ne le namesti svoje kable samo ta operater, ki je lastnik, temveč to lahko storijo tudi drugi operaterji. Enako velja za jaške, za same kable, koliko gre noter recimo optičnih vlaken ali bakrenih baric in podobno. Naslednja zelo pomembna zahteva zakona je tudi glede gradnje ali rekonstrukcije večstanovanjskih stavb in poslovnih stavb. In sicer vsaka večstanovanjska stavba oziroma poslovna stavba mora imeti predvideno oziroma zgrajeno komunikacijsko infrastrukturo, ki se mora nahajati v skupnih delih stavbe. Prav tako pa mora ta hišna komunikacijska infrastruktura vsebovati oziroma imeti tudi razdelilno točko. To je element komunikacijskega omrežja, ki omogoča posameznemu operaterju dostop do vsakega dela stavbe posebej oziroma do vsakega naročnika posebej. Tehnična in ostala vprašanja, ki v zvezi z gradnjo komunikacijskih omrežij, ki omogočajo skupno uporabo, v zvezi z dostopovno točko in pa razdelilno točko, bo agencija uredila v svojem splošnem aktu, kater sprejem je predviden v letu 2016. Nadalje naj opozorimo tudi na 10. člen Zakona o elektronskih komunikacijah, ki ureja gradnje. In sicer, po tem zakonu mora vsak investitor tako v komunikacijska omrežja, kot tudi investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture, torej v vodno, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, kadar je seveda ta potrebna zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, oziroma kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, vsaj 60 dni pred pričetkom izvajanja del, o svoji nameravani gradnji obvestiti agencijo. Agenciji mora posredovati tudi poziv za morebitne zainteresirane soinvestitorje, ki bi se priključili k tej gradnji. Agencija te pozive oziroma namere o gradnji objavi na svojih spletnih straneh. Poziv mora poleg tega, kje je predvidena gradnja, vsebovati tudi poziv za investitorje in imeti določen rok, v katerem se lahko ti investitorji oziroma zainteresirani soinvestitorji priglasijo svoj interes k skupni gradnji. Ta rok ne sme biti krajši od 20 dni. Če se na ta poziv javi kak soinvestitor v elektronska komunikacijska omrežja, ki želi z investitorjem, ki gradi svoje omrežje, se priključiti k skupni gradnji, potem je ta investitor, začetni, primarni, dolžan ponuditi soinvestitorju ustrezno pogodbo. Investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture pa mora svoje omrežje oziroma svojo infrastrukturo projektirati tako, da je možna skupna gradnja. Če se zainteresirani stranki ne uspeta dogovoriti o vsebini pogodbe ter tudi o ceni oziroma o nadomestilu stroškov za izgradnjo, potem o sporu
odloča agencija na zahtevo ene izmed strank. Glede tega, kakšne zaveze so pri sami gradnji, je pomembna tudi določba 5. odstavka 10. člena ZEKom-1, ki določa graditev oziroma zahteve pri graditvi gospodarske javne infrastrukture, ki se financira iz javnih sredstev. In sicer, tovrstni investitorji morajo pri gradnji položiti dodatno, dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo, če iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture izhaja, da na območju gradnje že ne obstaja takšna kanalizacija, ter če v postopku poziva oziroma objave namere o gradnji niso pridobili zainteresiranega soinvestitorja. Namen te določbe je, da se ne posega v prostor z večkratnimi zemeljskimi deli v kratkem času, temveč, da že pri prvotni gradnji se predvidi kabelska kanalizacija, ki se bo uporabljala oziroma jo bodo uporabljali operaterji elektronskih komunikacij, upravitelj te infrastrukture oziroma kabelske kanalizacije pa lahko to oddaja v zakup zainteresiranim operaterjem. Toliko na kratko o zahtevah in obveznostih investitorjev v gospodarska javna infrastruktura oziroma investitorjev v elektronska komunikacijska omrežja. Ker so te zahteve iz zakona zelo slabo poznane, se je agencija odločila apelirati na vas, na projektante, da svojega investitorja oziroma naročnika projektne dokumentacije na vse te zahteve opozorite, tako glede gradnje infrastrukture, kot tudi glede zahtev pri izgradnji večstanovanjskih in poslovnih stavb. Na ta način se lahko pomembno prispeva k izgradnji komunikacijskih omrežij oziroma k širši dostopnosti do širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji. Za več vprašanj smo vam seveda na voljo na agenciji, kamor lahko naš elektronski naslov info.box@akos-rs.si naslovite morebitna dodatna vprašanja. Hvala za vašo pozornost.